dan. Dober dan. Dober dan. Jaz pa Zojo iščem. A si ti Zoja? Živa, jaz sem pa Anja. Imam pa nekaj lepega za tebe, ne? Pa gremo kar naprej? Ja, kar naprej. Vidim, da ste prav taka glasbena družina. Poglej, klavir, čelo, 2 čeli. Kdo igra čelo? Oba? Ja. Pol že znate kaj skupaj zaigrati, vsi trije? Ona se zdaj še bolj pripravlja, tako da še ni noter uletela. Kaj pa oči pol igra klavir? Jaz pa sem za šofere, da ga šta bolj. Za Da vse šoferja. pol razvažam. Ampak Zojo sigurno zanima nova violina, a ne? Pa bi rada videla? Ja. Mene tudi zanima, veš, kako zgleda. Pridi. Lej, 3, 2, 1, zdaj! Kako je lepa. Jaz sem samohranilca, ne tako. Dopoldne sem v službi, popoldne sem pa za šoferja. In če se res srcem pri tej glasbi, da res, jaz že vem, da pač pravilno delam, ti vzame ogromen čas, v bistvu meni vzame ves čas samo za te zadeve. Zojin 13-letni brat Andi se do zdaj že lahko pohvali z veliko nagradami, ki jih je prejel na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Za Zojo pa čas nastopanja šele prihaja. Zoja, tebe pa čaka tekmovanje zdaj, aprila, in boš lahko na svojo novo violino vadila. Koliko vadiš vsak dan? Ja, kako redaj. A vsi vadite vsak dan? Jaz vsak dan. Pol je cel dan glasba v hiši. Je težko imeti, ne, svoje inštrumente, tako so kar dragi. Seveda. Problem je tudi to, ker se omenjajo, veličine. V bistvu, če bi kupoval inštrument, ga moraš čez 2 let prodati, pa spet zamenjati za večjega, tudi ni to za žep narejeno. Jaz, ko sem bila majhna, oziroma ko sem bila ne toliko stara, kot vi trije, sem igrala klavir. Mislim, da sem ravno pri tvojih letih začela. Sem ga igrala 9 let, pa tudi nikoli nisem imela svojega klavirja. Smo imeli kar sposojen pianino, ne? Pianino, ja. Ker to je bilo takrat tako drago, pa so pa rekli starši, kaj pa vemo, a boš igrala ali ne boš, ne? Dajmo si mi sposoditi, ker smo imeli možnost. Tako da sem šele zdaj dobila svoj klavir. A lahko pričakujemo trio Pogačnik kmalu? Sej smo že, ko imamo na Kolpi, imamo eno tako zemljišče, ko imamo tam šotore, pa tam prespimo, pa tako. In smo tudi že igrali tam in te nas tudi kličejo trio Kolpski. Kolpski duo čelo. Jaz vsem 4 želim, da boste še veliko igrali, pa da boste še veliko uživali v glasbi, da boste naredili trio, da se boš tudi ti, Zoja, enkrat priključila lahko. Predvsem pa, da boste uživali. In sem zelo, zelo vesela, da sem vas poznala. Če bo na trio Pogačnik potrebno še kakšno leto počakati, si lahko potrebo po klasični glasbi potešite že to soboto, ko bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor na sporedu neposredni prenos iz Metropolitanske opere. Prisluhnili boste lahko Verdijevi ikonski operi, postavljeni v čas starodavnega Egipta, Aidi. In če tudi vi poznate majhnega virtuoza iz socialno šibkega okolja, ki potrebuje glasbilo, nas pokličite na 051 66 45 55 ali pišite na dobrodelni@metopera.si.